Prisrčno pozdravljeni vsi, tisti, ki preživljate čas v naši družbi že od jutra in prav tako vsi ostali, ki ste se nam pravkar pridružili. Danes je za Gimnazijo Celje Center pomemben dogodek, saj z današnjim dogajanjem, posebej pa še s to prireditvijo, obeležujemo odprtje Konfucijeve učilnice Celje, na kar zaradi koronskih razmer nestrpno čakamo že dobri 2 leti. Konfucijeva učilnica deluje pod okriljem Konfucijevega inštituta Ljubljana. V mreži Kitajske fundacije za mednarodno izobraževanje s sedežem v Pekingu je bilo do sedaj v 154 državah ustanovljenih že več kot 400 Konfucijevih inštitutov, znotraj katerih pa deluje 1000 Konfucijevih učilnic. Njihov glavni namen je poučevanje kitajskega jezika in kulture in povezovanje svetovnih kultur s Kitajsko. Današnji Konfucijev dan v Celju smo organizirali željo, da bogato kitajsko kulturo in izročilo povežemo s tradicijami naše domovine in knežjega mesta ter našim gostom predstavimo svetovno popotnico Almo Karlin, ki so s Kitajsko vezale zelo globoke in trdne vezi. 尊敬的各位来宾，下午好。今天对于采烈中心高中来说是一个非常重要的日子。我们今天一同在这里庆祝采烈孔子课堂的开幕。采烈孔子课堂作为上海对外经贸大学与卢布尔雅纳大学孔子学院共建的第5所孔子课堂，2年来帮助许多斯洛文尼亚学生了解中国文化，为中国文化传播、中斯文化交流做出了许多贡献。截至目前，中外语言交流合作中心已经在160多个国家建立了500多所孔子学院和1000多家孔子课堂，为全球数千万各国学员学习中文、了解中国提供服务。今天在这里举行的采烈孔子课堂开幕式，旨在将丰富的中国文化与采烈这座城市的历史联系起来，向大家介绍与中国有着非常深厚联系的采烈世界旅行家奥马卡林。我们今天的庆祝表演与他有着非常密切的联系。
slovenskih Konfucijevih učilnic, direktorja Konfucijevih učilnic in slovensko ter kitajsko direktorico Konfucijevega inštituta Ljubljana, magistro Danijelo Volč in gospo Luting Jao, predstavnike celjskih osnovnih in srednjih šol ter vrtcev, ki so del Konfucijeve učilnice Celje. Predstojnico celjske enote Zavoda za šolstvo, magistro Špelo Drstvenšek in predstavnike medijev. Izjemno veseli in počaščeni smo, da sta se našemu vabilu ozvala politični svetovalec kitajskega veleposlaništva, gospod Zhao Binghui, in direktor političnega urada, gospod Li Bo. Oba zastopata kitajskega veleposlanika v Sloveniji, njegovo ekscelenco, gospoda Wang Shunqinga. Vljudno prosimo, da nam namenite nekaj besed. 首先，请允许我介绍本场开幕式活动的嘉宾和领导们。他们是中国驻斯洛文尼亚大使馆政务参赞赵炳辉先生，政治处主任李博先生，卢布尔雅纳大学孔子学院司方院长 Dania Volch， 卢布尔雅纳大学孔子学院中方院长陆听瑶女士。出席本次活动的还有卢布尔雅纳大学孔子学院中外方负责人，以及学院和下属孔子课堂的教师、志愿者和同学们。让我们再次用掌声欢迎他们的到来。接下来有请斯洛文尼亚大使馆政务参赞赵炳辉先生为本次开幕式致辞，采列孔子课堂奚凯琳老师翻译，大家欢迎。好，大家下午好。尊敬的德莱亚校长，尊敬的沃利奇校长，尊敬的陆听瑶院长，王慧琴老师，学院的各位老师、志愿者、同学们，各位来宾，你们好。很高兴能够代表王顺金大使，出席今天采列孔子课堂的成立仪式。首先，我要转达王大使对采列孔子课堂成立的热烈祝贺，以及对热心支持采列孔子课堂建设的各界友人的衷心感谢。采列孔子课堂的成立正值中斯两国建交30周年。30年来，中斯两国关系稳定健康发展，各领域合作成果丰硕，人文交流不断深化。上个月，中国共产党召开了第20次代表大会，习近平主席在20大上指出，要促进各国人民的相知相亲，推动文明交流、文明互鉴。孔子课堂、孔子学院就是语言文化交流的重要平台，是中斯两国人民互相了解和增进认知的桥梁与纽带，有助于加深两国人民的友好情谊。20世纪初，来自采列的奥马卡林曾经赴中国游历，创作了流传至今的小说和游记，为中斯乃至中欧文明交流做出了重要贡献。我相信采列孔子课堂将培育出更多像奥马卡林一样的文化使者。让我们共同期待采列孔子课堂桃李芬芳，欣欣向荣。Iskrena hvala za izražene misli. Akademski partner Kitajskega inštituta je Shanghai University of International Business and Economics. Iz te organizacije prihajajo vsi naši kitajski učitelji. Na videoposnetku nam bo spregovorila direktorica za mednarodno poslovanje na omenjeni univerzi, gospa Jin Chuen. Hvaležni smo ji za prispevek današnji prireditvi. Poglejmo in prisluhnimo. 感谢赵炳辉先生的致辞。接下来由上海对外经贸大学外事处处长金泉通过视频为我们发来祝贺，请大家看。尊敬的中国驻斯洛文尼亚大使馆政务参赞赵炳辉先生，尊敬的达尼耶拉院长、格雷格校长，各位来宾、女士们、先生们，大家好。今天在中斯建交30周年的金秋时节，我们线上线下欢聚一堂，热烈庆祝期盼已久的第5家孔子课堂——采列孔子课堂正式揭牌成立。由于疫情原因，
我只能通过在线形式向出席揭牌仪式的使馆领导、合作院校领导、所有支持孔院发展及孔子课堂建设的宗师各界人士，并向坚守在中文教育岗位的教师们表示衷心的祝贺和感谢。作为两校合作的纽带，努布尔雅纳大学孔子学院立足国际中文教育，对促进中斯两国教育合作、文化交流、民心相通以及商务往来等做出了积极贡献。卢大孔院成立至今已有13个年头。2012年以来，在社会各界的支持下，卢大孔院先后在努布尔雅纳、马里博尔、克拉尼、科佩尔等城市成功设立有4家孔子课堂。这些课堂的设立，为斯洛文尼亚青少年学习中文提供了更多的机会和便利，也得到了所在学校和社区的充分肯定。采列是斯洛文尼亚第4大城市，地理位置优越，有重要的发展潜力。采列高中作为斯洛文尼亚最为活跃的中学之一，办学理念先进，注重培养学生创新精神和国际化视野，并将中文纳入学校课堂体系。我们非常愿意与采列高中深化合作，通过建设采列孔子课堂，为当地学生、社区学习中文提供更有力的支持，也为促进城市间和国家间的友好往来贡献力量。同时，我们希望未来采列孔子课堂也能帮助更多中国朋友了解采列高中，了解采列这座美丽的城市。最后，我衷心祝愿采列孔子课堂越办越好，为促进中斯青少年交流和增进两国友谊做出更大的贡献。Pred mikrofon pa sedaj vabim magistrico Danijelo Voljč, direktorico Konfucijevega inštituta v Ljubljani in obenem tudi vodjo službe za mednarodno sodelovanje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Izjemno smo veseli, da ste danes z nami. Izvolite. 感谢金泉处长，现在有请卢布尔雅纳大学孔子学院司方院长 Daniela Voljč 致辞，大家欢迎。Prav lep pozdrav, to lepo popoldne. Izredno sem vesela, da sem lahko danes v Celju z vami, kajti to je mesto mojega odraščanja in da je tudi med nami moja mama, ki je letos praznovala 95 let. Pa mama, da si prišla. 谢谢妈妈，来了。Konfucij, zdaj bom prebrala, kar si nisem tukaj zapomnila, zato bom nekaj rada bi podelila, kar je Konfucij rekel in tako nekako odgovarja današnjemu dne in zakaj sem prav to izbrala. Konfucij je dejal, da ni pomembno, kako počasi napreduješ, ampak je pomembno, da se ne ustaviš. Da je vztrajnost ena temeljnih kitajskih vrlin, potrjuje tudi znana parabola o bambusu. Nekoč je šel trgovec po nasvet modrecu v bližnjem samostanu. Povedal mu je, da veliko dela, a brez uspeha in da se sprašuje, ali naj vrže puško v koruzo. Modrec ga je odpeljal na vrt in mu dejal, naj opazuje tako praprot, kakor bambus. Praprot je pognala izjemno hitro in v zelo kratkem času je bila velika in opazna. Bambus pa 4 leta ni kazal nobenih znakov življenja, vendar ko se je enkrat prikazal, je prekosil vse ostale rastline v vrtu. Modrec je nadaljeval in pojasnil, da je bambus rastlina, ki v prvih nekaj letih ne kaže nobenih znakov rasti, vendar ko enkrat pokuka na zemljo in nobena druga ni kos, se v 5. letu po posaditvi lahko zraste tudi 2 metra nad zemljo. Podobno je z ljudmi. Tisti, ki kažejo vztrajnost in skrito delujejo proti svojemu cilju, postavljajoč trdne temelje, imajo na daljše roke največje uspehe. Za največje uspehe pa sta potrebna potrpežljivost, samozaupanje in vztrajnost. Potrebno je razmišljati za prihodnost in si postavljati dolgoročne cilje, ki bodo imeli večje in širše učinke na dobrobit ožje in širše okolice. In prav te lastnosti prebivajo gimnazijo pod centru v Celju. Hvala Gregor in hvala Katarina. Izjemna sta bila, ko ste nam prisluhnili in da smo lahko res nekaj ustvarili tudi za Celje, tako da bodo imele generacije možnost poznavati kitajsko kulturo in jezik, pa tudi samega sebe,
Kajti Kitajska daleč več ni samo ena eksotična dežela, ampak še kako kreira današnji svet in mislimo, da bo imela izjemno pomembno vlogo v 21. stoletju. Danes uradno odpiramo Konfucijevo učilnico v Celju, ki je bila v bistvu deluje že 2 leti, vendar se danes preuradno priključuje Konfucijevi učilnici v Mariboru, kot ste že slišali, pa jo imamo v Kranju, v Ljubljani in seveda tudi v Kopru, tako da je dejansko nabrali smo še to erijo in smo jo dobili sedaj in sem zelo vesela. In na naših učilnicah poučuje 15 mladih učiteljic in učiteljev iz Kitajske, ki skupaj z našimi sinologi oblikujejo preko seminarjev, predavanj, obšolskih obveznosti ter raznih delavnic in širijo in znanje tako kitajske kulture kot jezika. Žal pa še vedno obstaja ena moja velika želja in upam, da se nam bo izpolnila, da bo kitajski jezik postal tudi uradno drugi obvezni jezik, vsaj na tistih šolah, ki si to želijo. Ne vem, koliko korakov bo potrebno, da dosežemo ta cilj, ampak če sledimo naši veliki popotnici Anni Karlin, na katero smo vsi tako ponosni, ona je imela cilj pred seboj, ga je dosegala korak za korakom, z veliko voljo in željo. In to tudi želim naši Konfucijevi učilnici Celje, vse dobro in da so uspešni in da lahko sodelujete z nami s Konfucijevim inštitutom. Srečna Konfucijeva učilnica v Celju, komu se ti? Srečno. Čuhao. Okay. 加油，加油，加油，跟同事。 Gospa Volč, iskrena hvala. Sedaj pa je napočil slavnostni trenutek, da odgrnemo insignije naše Konfucijeve učilnice in s tem po 2 koronskih letih tudi uradno odpremo Konfucijevo učilnico Celje. 感谢院长的致辞，感谢各位来宾的致辞。现在我们开始孔子学院的孔子课堂的揭牌仪式。 Hvala vsem. Sedaj pa za nekaj besed prosim še ravnatelja Gimnazije Celje Center, gospoda Gregorja Delejo, ki je v največji meri zaslužen za to, da smo danes tukaj, oziroma da ima naša gimnazija Konfucijevo učilnico. 下面有请采列中心高中校长 Gregor Delia 为我们致辞，大家欢迎。 Spoštovani gostje, dragi dijakinje in dijaki, lep pozdrav, dobrodošli na Gimnaziji Celje Center oziroma dobrodošli zdaj tudi uradno v Konfucijevi učilnici Celje. Ta se natančneje nahaja čisto blizu nas, malce nad nami, kjer smo s pomočjo Konfucijevega inštituta, veleposlaništva in donatorjev uredili prav posebne prostore, torej eno učilnico in pa stanovanje za kitajskega učitelja. Ideja je v bistvu bila kar dolgo, ali pa dolgo je zorela v naših mislih, da bi dobili 5. Konfucijevo učilnico v Sloveniji. Z poukom kitajščine kot 3. tujega jezika smo začeli namreč v šolskem letu 2015-16 in zato bi se na tem mestu iskreno želel zahvaliti gospe Tanji Tamše, ki je danes tudi v naši družbi, ki je bila tista, ki je dala prvo pobudo, ampak čas še takrat ni bil prav zrel.
Tako da malce kasneje je potem pobudo prevzel tudi Konfucijev inštitut v Ljubljani, na tem mestu iskrena hvala tako direktorici magistrici Danijeli Voljč, kot tudi gospe Dari Saksida Bogataj za to, da sta nas takoj podprli in da smo tik pred prvim zaprtjem države v letu 2020 dobili tudi uradni odgovor z Kitajske, da bo v Sloveniji ustanovljena 5. Konfucijeva učilnica. Osnovna ideja, ki bi morala voditi vsakega, ki je radoveden ali pa ki išče pot znanja, bi moral na nek način nagovoriti Konfucij z izjemnimi mislimi, ki so se ohranjali do današnjih dni. In če Konfucijev bog postavimo še našo Almo Karlin, potem lahko dobimo ideal tistega, k čemur bi morali stremeti kot ljudje. Tej iskreni radovednosti, spoznavanja nečesa novega, k čemur pristopamo brez predsotkov, z odprtimi rokami in srci predvsem, ki jim potem kasneje šele mora slediti razum. V takšnem svetu bi najbrž bilo mnogo lepše, kot nam je trenutno, ampak z velikim upanjem, da bodo mlade generacije, ki bodo tudi preko projektov, kot so Konfucijeve učilnice, dobile več pogleda v to pestrost in raznolikost, ki dela ta svet tako edinstven in lep, tudi prihodnost, ki je pred nami znala oblikovati drugače, kot pa tiste generacije, ki zdaj vodimo niti tega sveta. Zato iskrena hvala vsem našim dijakinjam in dijakom, ki s pridom izkoriščajo možnosti, ki jih imamo zdaj s Konfucijeve učilnici. Iskrena hvala obema našima sinologinjama, Katarini in Kristini, ki res tako predano, z veliko srca in seveda še več znanja predajata to ljubezen do kitajske kulture na naše mlade. Hvala vsem sodelavkam in sodelavcem, ki to razumejo. In seveda hvala še enkrat Konfucijevemu inštitutu, Veleposlaništvu Ljudske republike Kitajske, vsem partnerjem, šolam in vrtcem, torej 3. osnovni šoli Celje, osnovni šoli Lava, srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje, z dijaškim domom Celje in osnovni šoli Dobje, da so v Konfucijevi učilnici Celje prepoznale nekaj več, kar moramo dati tudi šolskemu prostoru. In upam, da bomo to sodelovanje v prihodnosti še krepili. Gospod Deleja, hvala za vaše besede. Vabim vas, da prisluhnete pesmi Lasten odsev iz kitajskega filma Mulan, ki uprizarja znano kitajsko zgodbo o ženski bojevnici in njeni hrabrosti. Del besedila se glasi: samo v ljubezni je vonj svobode. Ob solistki Špeli Irman bodo sodelovale tudi pevke prvega letnika dekliškega pevskega zbora GCC pod vodstvom profesorja Davida Preložnika. Točko pa smo obogatili tudi s tradicionalnim kitajskim plesом s pahljačami. 感谢校长的发言。接下来我们的庆祝表演活动正式开始。首先，请欣赏歌舞表演，电影《花木兰》的主题曲《自己》。Where will
predstavlja preplet veščine Shaolin Wushuja in Wudang Qingonga nastopila v Tia Marot。感谢各位同学的表演，接下来请欣赏提亚为大家带来的武术表演，热烈欢迎。日月明，山水清，愿人合一自在心，愿明理心淡定，少思挂于生安宁，万物之道心之德本清净，愿能尽自然，天地自和谐，愿能常清净。世间变太平。Alma Krlin je cenila umetnost. Navduševala jo je, kamorkoli so jo zanesle njene nenavadne in odločne poti. Osrednje cesarstvo jo je očaralo svojo mistiko in naravno ter kulturno raznolikostjo. Med drugim je v delu Pod košatim očesom, ki je postavljeno v kitajsko okolje, zapisala: Umetnik, ki se najde v delu, pogosto nebesom je bliže, kot mnogo kateri na poti modrosti, ki nosi še breme želje v srcu. Ena takšnih mističnih umetnosti Kitajske je tudi ples z okroglo pahljačo, s katerim nadaljujemo našo slavnostno prireditev. 奥马卡林热爱艺术，20世纪初，他独自环游世界，曾到达中国。他沉醉于神秘的东方文化，甚至以100年前的中国为背景，创作了一部小说。那接下来，让我们一同欣赏独具中国特色的古典原善舞《但愿人长久》。我
Alma Karlin, svetovna popotnica, ki je v 8 letih sama prepotovala svet, je imela s Kitajsko prav posebne vezi. Imela je tudi kitajskega zaročenca. V svojem delu Moj kitajski ženin je dejala: Kdor je srečen, pozabi na čas, pravijo. Veselemu človeku se letos zdi prijetno zaporedje pomladi, poletja, jeseni in zime. 利用8年时间独自环游世界的奥马卡林与中国有着特殊的缘分。他还有一位中国未婚夫，他曾有一部作品描写了他与这位未婚夫的日常生活。他曾在书中写道：“美好的时光总会让人忘记时间的流逝。” Želimo vam, da v naslednji pesmi, ko je prav tako navdihnila legenda o samosvoji in neustrašni Mulan in ki govori o zvestobi, pogumu ter iskrenosti, pozabite na čas in se prepustite zvoku melodije Daljnega vzhoda. 奥马凯林选择环球旅行的生活方式，与那个时期社会对女性的既定路线背道而驰。她的勇敢令我们钦佩。而花木兰作为中国古代巾帼英雄，她代父从军的勇敢无畏也同样令我们赞叹。接下来，请大家欣赏歌曲表演《钟永贞》。verjetno že kdaj prebrali znani citat Alme Karlin iz dela Pod košatim drevesom, ki smo ga zapisali tudi v vabilu, mu prisluhnimo še enkrat. Skozi življenje gre sam in zapuščen, kdor vedno misli samo nase.
kdor pa se zna ljubeče prilagajati in vse stvari srečno zasukati, kdor vedno ve, kje je treba priskočiti na pomoč in se razdaja drugim, temu je življenje cvetoča livada in še po smrti ostanejo za njim sledovi njegovih del. 我们在之前的邀请函中曾提到过奥马卡林的一段话：自我的人将经历孤独且被他人抛弃的人生，反之，一个愿意适应新环境、懂得苦中作乐且乐于助人的人，将拥有如鲜花般盛开的人生。即使他离去，他生前的工作也会留下他奉献的痕迹，也会被世人铭记。 Izjemno smo hvaležni vsem, ki ste podprli prizadevanje za ustanovitev Konfucijeve učilnice v Celju, vsem pokroviteljem, Veleposlaništvu Ljudske republike Kitajske, Konfucijevemu inštitutu Ljubljana, z obema direktoricama in gospodarju Saksida Bogataj. Iskrena hvala tudi vsem soustvarjalcem današnje prireditve. Dekliškemu pevskemu zboru prvega letnika pod vodstvom profesorja Davida Preložnika. Pevkam Špeli Irman, Tejza Goričnik in Zornico Klin. Plesalkam Zornico Klin, Uli Beltram, Tiji Marot, Neži Zakalšek, Ivi Marčič, Angeliki Praznik in Evi Plešnik. Inštrumentalistom, ki so se samo za to prireditev naučili igrati na 3 kitajska tradicionalna glasbila. Kitajsko violino erhu, kitajske citre gujing in kitajsko flavto dic. To so Angelika Praznik, Eva Plešnik, Janja Šolinc, David Marinšek in pianistka Lara Avdić. Hvala tudi tehničnim mojstrom, ki so poskrbeli za luč in ozvočanje, ter dijakinjam in dijakom, ki bodo s senčnim gledališčem, še eno izmed tradicij bogate kitajske kulture, sklenili današnjo prireditev. Tradicionalna kitajska zgodba nosi naslov Pastir in tkalka. Njeni snovalci pa so Patricija Goročan, Špela Pahor, Timotej Kuk, Zala Kozinc, Ula Polutnik, Gloria Sevšek in Eva Plešnik. 我们非常感谢所有支持在采列建立孔子课堂的人，感谢中国驻斯洛文尼亚大使馆，感谢上海对外经贸大学与卢布尔雅纳大学孔子学院，也感谢今天所有参加表演的老师和演员们，还有所有的工作人员。那接下来让我们共同欣赏最后一个节目皮影戏《牛郎和织女》，大家欢迎。 Pozdravljeni, sem Alma Karlin. Ali me mogoče kdo pozna? Veste, ravno sem se vrnila iz potovanja po prelepi Kitajski, kjer sem doživela veliko zanimivih dogodivščin. Kako sem utrujena, vedno je lepo priti nazaj v Slovenijo. 我到哪儿了呢？我的金箍棒怎么把我送到这儿呢？ Poglejte, to je veliki opičji kralj Sun Wukong, mojster borilnih veščin in mitična legenda celotne Kitajske. 我既然在这儿，我就来给你们讲个故事，叫做牛郎织女，想听吗？ Veliki mojster bi nam rad povedal eno kitajsko zgodbo, ki se imenuje Tkavka in pastir. Mu prisluhnemo?从前有一个男孩子， Nekoč je živel fant, 很早就父母双亡， ki je zgodaj izgubil starše.
跟着哥哥一起生活。 Zato je živel z bratom. 但是哥哥对他非常不好，让他吃上饭、穿破衣服，睡在牛棚里。 Ampak brat ni bil prizanesljiv do njega. Jedel je lahko le ostanke hrane, imel razsrgana oblačila in spal pred pragom. 他长大之后，哥哥很快就把他赶走了， Ko je odrastel, ga je brat odslovil. 只留给他一条老黄牛。 Zapustil mu je le rjavo-rumenega bika. "从此，他和黄牛相依为命， Od takrat naprej sta težko živela 别人都叫他牛郎。 in vsi so ga klicali bikov pastir. "一天，老黄牛带着他走到了湖边， Nekega dne ga je bik peljal do jezera. 看到了一群香女在洗澡。 Kjer so se kopale nebesne vile. "老黄牛突然开口说话 Nenadoma je bik spregovoril. 牛郎，你把那件红衣服藏起来， New lang, skri rdečo obleko. 穿红衣服的香女就会成为你的妻子。 Tako se bo deklica s to obleko poročila s tabo. 牛郎就把红色的衣服藏了起来。 Zato jo je skril. 原来这群洗澡的女孩子是天上的香女， V resnici so bila ta dekleta nebesne tkavke. 她们每天都要吃天上的云彩， Ki vsak dan tkejo obleke. 洗完澡后，她们就要回去吃云彩了。 In se po kopeli vrnejo nazaj na nebo. 这时候，一位香女发现自己的衣服不见了。 V tem trenutku ena izmed deklet odkrije, da nima obleke. 其他的香女都要回去了。 Druga dekleta so šla nazaj. 这时候，牛郎拿着他的衣服出来了，说 Takrat ji New lang prinese obleko in reče: 如果你成为我的妻子，我就把衣服还给你。 Če boš moja žena, ti jo vrnem. 织女只好答应。 Tako je privolila.
从此以后，他们幸福的生活在一起。 Skupaj sta srečno živela. 天上一天，人间3年。 Na nebu en dan je na zemlji dolg 3 leta. 王母娘娘发现织女少了一个， Nebeška kraljica je odkrila, da manjka ena tkavka. 知道有一个织女和一个凡人结婚了， In da se je poročila z zemljanom, 非常生气， kar jo je zelo razjezilo. 就带着天上的士兵出人间， Zato je napotila nebeškega vojaka na zemljo, 将织女捉回来。 da bi šel po njo 织女被抓住了， in jo ujel, 就要飞上天。 ter jo prinesel nazaj na nebo. “牛郎赶忙追追， Njun lang je hitro sledil, 可是他不能飞。 ampak ne more leteti. 这时，黄牛突然拖着牛郎 V tem trenutku bik ponese Njun langa na nebo, 飞起来去追织女了。 da bi ujel tkavko. “追到了天上， Skoraj jo je ujel. 王母娘娘发现牛郎也追来了， Nebeška mati je ugotovila, da je šel pastir za tkavko. 拔下头发上的发簪，随手一划， In vzela lasnico iz las in z njo zarezala črto med njima. “在牛郎和织女面前就出现了一道银河， Med njima je zarisala Mlečno cesto 将他们隔开了。 in ju tako ločila. 从此以后，他们每天都跟着银河遥遥相望，互相思念。 Tako sta se lahko gledala le čez Mlečno cesto. 后来，天上的喜鹊听说了这个故事， Kmalu so srake slišale za njo. 非常感动。 Zasmilila sta se jim. 他们想帮助牛郎和织女， Zato jima želijo pomagati. 于是，在7月7日这一天， Vsak 7. dan 7. meseca 所有的喜鹊都飞到了银河上空， so vse vrane poletele med njima, 为牛郎和织女搭起了一座鹊桥， in naredile ptičji most, 让他们可以脱臼。 da se lahko srečata. 后来7月7日这一天就被称为七夕节， Kasneje so ta dan poimenovali Čiši praznik, 也就是中国的情人节。
kar je kitajsko Valentinovo. Cenjeni gostje, ob koncu slavnostne prireditve bi se še želeli iz srca zahvaliti vsem, ki ste preživeli del današnjega dne v naši družbi. Upamo, da vam je bilo z nami prijetno in da se kmalu spet srečamo. Hvala in nasvidenje. 相聚的时间总是欢乐而短暂的，很高兴能与大家一同度过这难忘的一天。再次感谢莅临今天活动现场的各位来宾，感谢今天活动台前幕后的老师、学生和工作人员。让我们来日再见，大家再见。